Je tako, sledi še konec naše oddaje, ampak nismo še čist konc. Že na objavi na Facebook strani smo vam napovedali danes tudi skriti gost presenečenja. Z nami je Iztok fucking Gartner. Lepo pozdravljen, Iztok. Lepo zdrav in pozdravljen. Hodil sem reči dobrodošel ker sem rekel, da sem na tej strani. Ne? Ja. Masko moram imeti gor, mislim, da ni potrebno, si imaš... Lastno masko imam. Lastno masko, ja. Če pokaže kamer, viš, lastna izdelava. Mislim, da se vidi, ja? Ja, ladam do. Izvoli, da se lažje slišimo. Zdaj pa videl, kdo sem. Ja. Zdaj so te vsi prepoznali. Hvala Bogu. Zakaj si danes z nami, mogoče malo kasneje. Mogoče pa za uvod, kdaj bo kak naslednji tvoj komad? Ti veliko poješ, objavljaš, storije, poješ, prav komada pa ni. Zadnjič sem ginekologa svojega slavnega, sem ga užival, po dolgem času izvedel na eni prireditvi. In tudi dosti poslušalcev. Tako, ne, ampak zdaj sem škoda, sem zadnji 2 leti delal. Nastopal sem v videospotih drugih glasbenikov kot igralec. Cel kup ponudb je bilo in sem jih kar eno z drugo sprejel, ker mi je to fajn. Prav svoje muzike ti pa moram reči, da imel sem v planu z Rajm Gadom, mojim bratom, komad Sugar Daddy, ampak kaj se je zgodilo? On se je najdel resno punco in je to zdaj propadlo, ker je bil spod Korbarija v mojem stilu in je to zdaj propadlo. Ona pa ni za to, ne? Ona ni za to in zdaj zaenkrat to stoji. Drugih projektov pa moram biti iskren, trenutno ne. Želja je še, sam nimaš kandidata, da bi... Nimam kandidata, veš kaj je problem te muzike? To je ful proces, ne. Pa treba posnet, pa treba tja, pa treba promovirati, pa treba poleg te priditi, pa treba spod, pa jaz naredim v kino premiero vedno, če se grem, ne. Ne vem, po moje bo to kar še nekaj časa trajalo. Pa še ukrepi, ne? Ja, pa še ukrepi. Raje zdaj nastopam v videospotih drugih glasbenikov. Zdaj, ampak spot s Pril Miran, zadnji, ko si ga tu delo, se vrti, zelo gledan spot, ne? Hec v naravi, to je zadnji projekt, ampak moram priznati, da sem vse malo razočaran. Pričakoval sem več odziva, ne? Pričakoval sem, da bodo moji fani in njegovi fani skupaj ponoreli, pa očitno so se te fani med sabo skregali. Mojim ni bilo všeč, da je bilo preveč na easy, njegovim, da je bilo preveč poredno in je šlo vse v božjo mater. Tako da, ta projekt je fajn. Ti bi mogel biti tam solo, on bi ti mogel samo muziko napisati, ne? Če je bil plan, je bil seks v naravi, da bi naredili. On je rekel, ne, naredimo hec, ker jaz sem versko vzgojen in tako naprej. Pustimo, ni tako uspeh, kot bi lahko bil, ne bi pa lušen komad. To pa je. Zdaj, ker si zaželel, da tudi tebe si zelo glasbeni poznavatelj, smatra se kot... Zdaj me boš pa tule. Zdaj boš pa ti mene malo tule. In tudi za tebe sem pripravil danes... Pa še šimfam te, da se slabo pripraviš, ne? Na Facebooku sem te parkrat šimfal, da pojma nimaš, ne? Zdaj me boš pa kontra vseh. Wikipedia je povedala... Kdo je Wikipedia proti meni? Pa kdo je Wikipedia proti meni? Ja, ti imaš svoje podatke, ne? Ja, seveda, ne. Zdaj me boš pa tule... Ok, dobo boš danes ta Plestenjak in pesner že odšla pa. Dobiš pa Elton Johna. Plestenjako vem vse drugače. Ja. Ok. A si vedel te 3 vprašanje, ko je Robert? Nisem poslušal. Aha. Koliko je star Plestenjak? 48 pa 49. Tako je. Ja. Prvi album, letnica? 90 leta? Ja. Čakaj, 92, 93, 94, 95. Med 90 pa 95. 94. Evo vidiš, ja? Kdaj je nastopal na EMI, Moja dežela? Moja dežela. Slišijo? Ok, ja, to je bilo pa 2000. -1. 99. Komad je bil vrhunski. Tretje mesto. Najsliši se ime. Ok, vrhunski komad, ampak nič ni naredil, ne? Ja, tretje mesto. Njegov zadnji nastop na EMI je bil to kot glasbenik. Ja, škoda. Ok, Vidiš? Elton John, gremo 3 vprašanje za lestvico. Ok, prvo vprašanje, koliko let ima naš Elton John? Tak vidim, ni tako lahko, ko si enkrat tu vidim, ampak rekel bi, predno ti pomagaš, moraš ustalim. Ja, tako, za 3 točke. Jaz bi rekel, da je tu že kar 70-ka v igri, ne? Aha, ampak točna letnica je pa? Jaz mislim, da je star ta človek 72 let. 72, žal ne. 74, 76 ali 78? 74. Drži. V drugo je šlo? Malo sem ga. Ja. Koliko, manjke to, že nič? 1 točka. Ja. Ok, to je za foro, to je prelahko, ampak vsem za informacijo. Koliko otrok ima? Dobenega? Ne, posvojil je enega. Enega? 2. To ni bilo, to je tako vmes. Ne, ker je gej, ker ima partnerja že dolgo let. No, prav svojega nima nobenega, da ga je naredil. To smislo. To se verjetno zvisto šteje. To smislo, ja. Ok, naredil je več soundtrackov za film znanih, ne bomo se jih naštevali. Koliko jih je pa bilo? Filmskih soundtrackov? Ja, kar nekaj jih je bilo.
Lion King, recimo, ta je najbolj znan, ne? Ta je zelo znan. Koliko soundtrackov? Gremo bolj hitreje. 4. 4? Ja. Žal ne. 6, 8 ali 10? 10 definitivno ne. 10 definitivno ne. 8. 10. 10? 10 jih je bilo, ja. To pa doma počekaj. Wikipedia. Ne, to pa se pači, misliš ti, da je posnel en komad ali je posnel cel soundtrack? Ne samo en komad za film. Pa čakaj, ima rekel si soundtrack za cel film. Bo sem te pa zgledal. To te je spol na Facebooku, te stejte pol zabav, ne? To je pa druga, to bi pa rekel še več celo jaz. No, ne bi vglavno. To bi še pa celo, mogoče bi rekel 10, če bi vedel, da misliš en komad samo, ne pa cel soundtrack. To smo zdaj najdu, ne? Ja. Ja. Napačna komunikacija. Kdo ti to rihta, da ga zašesa? Sam. Dobre. Ok, prvi studijski album Empty Sky, kdaj? 60. 67. Res? Ja. Žal ne. 68, 69 ali 70? 69. Res je. Ne, vse si poznavalci, vedno čez bliz, nisi pa trofo, ne? 2 točki. Na lestvici si. Sem prvi. Na lestvici, Chris iz Joker Outa 7 točk. Ta mlad mulc. 7 točk, ja. 7 točk? Ja, imel je srečo, ne? A v prvem je trofo, ali kaj? 2 v prvem, ja. Kaj si ga vprašal, koliko si Destenjak piše? Ne spomnim se, kaj so vprašanja. Mislim, da je imel Nirvano, ali kaj je imel. Nirvano, je rekel, da nekaj ve, ne? Drugače v filmi, moje področje bolj, ampak dobro, tudi v muziki. Ja, tudi glasbeni poznate si. Ok, zdaj kviz smo dali skozi, zdaj pa zakaj si ti tu? Dobro vprašanje. Ja, zakaj si ti tu? Velika stvar. Opa, velika stvar. Povem jaz, ali boš ti? Najbolje, da kar ti začneš, zakaj? Lej, jaz sem tu danes zato, ker bom vam vsem in tebi osebno predlagal eno fino sodelovanje. Glej, Slovani bo že zmenil, povemo, zakaj se gre. Tako, ta oddaja tvoja, Top Music se reče, je ena izmed zagotovo boljših in daljnosežnih oddaj v Sloveniji zadnje čase. Struje 10 let, že imaš nekoliko, jo imaš, je gledana, goste imaš, vredno zadeva. In sem rekel, zakaj ne bi mi to oddajo začeli predvajati tudi na televiziji Arena? In zakaj ne bi mi združili moči? In zakaj ne bi gosti, ki pridejo k tebi, bili zraven še pri nas istočasno, ali pa, ne vem, naslednji teden, karkoli, in potem dejansko dobimo en tak širši krog gledalcev in je to dobro za nas in za vas in to je moj predlog in če ti rečeš, ja, smo naredili. Ja, mislim, da smo se to že dogovorili, ne? Reči, da se nikao, zdaj, kao nisi vedel. Pogajanja bo je težka, huda, ne? Po oddaju za kulisijo, ne? Super. Ampak dejstvo je, da oddaja Top Music tudi na Areni, televiziji Areni, kdaj časovno boš še objavil? To še razmišljam, bomo objavili, fajn pa je, ker je Arena na kanalu 22 po novem, veš, in to bo gledano in ljudje bodo imeli radi in bodo točno vedeli, da je to najprej na TV Celje, potem je še pa na TV. Ja, številko ste si dobro zborili, ne? Ker Celje pa nažalost pod 600. To je problem teh lokalnih televizij, ki so sicer včasih boljše od ta velikih, ampak ne prideš zraven med te prve kanale, nam je to pač uspelo, hvala Bogu. Včasih še kar vpraša, kaj to sploh obstaja, tako se imeli tudi problem, kje to sploh je, sploh to imam, imajo vsi operaterji. Ja, ki grejo vsi nekje do 25, po moje klikajo, pa nehajo klikati. Tako je, pa se zaključi. Tako da, glej, jaz sem zelo vesel, da bomo to sprovedli. Super. Mi sem povedal vse, kar je bilo bistvenega danes, več seveda v zaodrju. S kvizom si napravil. S kvizom sem te pa, ja. Pa še nekaj, ja, ta punca, ki je bila tu, kak je Violet Parvani, smo od zunaj govorila, ne? Čudovito dekle. Ja. Čudovito dekle in sem se jo bom angažiral za eno izmed svojih oddaj, ne povem ti kjero. Pa Robert Fiker, ki je bil danes tudi, je pa moj kolega in nismo nikoli videla v živo. In ko smo se prvič, smo ta glasna bila prej v zunaj, smo se prvič videla v živo in sem bila tako vesela in ti povem, da sem pravi dan prišel. Evo, vidiš, pravi dan sem prišel, pa ta Violet je imela na zobu imela manj šminke. Ja, se zgodi. Ne bi se smelo zgoditi. Tukaj, če hočeš biti na TV Areni, boš to mogel poskrbeti. Punce, gostje, šminke, ti lahko imaš njihovo šminko, one pa, prosim, isto. Zmenjeno. Ok, upam, dragi gledalke in dragi gledalci, da ste bili zadovoljni z našo oddajo, da se vidimo spet naslednji teden. Ževža in Ina Baš bosta v naši družbi, tako da vas vabim k naši oddaji. Če ste jo zamudili, Facebook, YouTube ali pa mail topmusic.tvc@gmail.com. To je vse za danes, lepo se imejte in ne pozabite, gledajte nas, ker imamo glasbo za vas. Lahko noč.